V naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali, kaj vse lahko naredimo z objekti v Illustratorju. Torej, najbolj enostavna sta kvadrat in pa elipsa. Torej, če izberem kvadrat oziroma pravokotnik, lahko enostavno kliknem in potegnem. Če želim kvadrat, držim tipko Shift in potem, ko sem približno zadovoljen, lahko spustim Shift oziroma spustim miško. Enako z elipso, torej kliknem, držim Shift, oziroma če bi želel, da gre stvar recimo iz točke, kjer kliknem, da gre iz sredine, da držim tipko Alt in pa potem Shift, recimo če želim, da je ta stvar enaka, torej enaka višina proti širini. Enostavno, kakor v Illustratorju, enostavno kot v Free Transformu v Photoshopu, torej pač vse te transformacije se dogajajo bolj ali manj popolnoma enako. Ima pa Illustrator še nekaj zanimivosti, ki bi vam jih pokazal. In sicer ena izmed njih se skriva tukaj spodaj, in sicer Polygon Tool. Torej, če izberem Polygon Tool, mi bo vedno default dalo 6-kraki poligon, torej 6-kotnik, in pa če držim Shift, bo stvar fiksna, torej se ne bo vrtela. Pri vseh teh orodjih lahko pridemo do tako imenovane alternativne metode postavljanja, sicer dosti bolj točne. Torej, če bi si jaz želel, da je moj kvadrat na primer točno 20 mm krat 20 mm, si izberem Rectangle Tool in preprosto kliknem na dokument. Torej, tukaj mi bo dal možnost, da si recimo 25. Izberem 25 krat 25 in mi bo naredil točno toliko velik kvadrat na moji delovni površini. Ampak, če gremo nazaj na Polygon Tool, mi bo tukaj dal še eno ekstra možnost, in sicer koliko ima ta element, ta objekt strani. In če grem dol na 3, imate tukaj možnost delati trikotnike. Trikotnik ni nekaj, kar je ločeno tukaj pod shape, ampak je skrit znotraj Polygon Toola, če znižate številko na 3. In še zadnja, Star Tool, kjer lahko naredim zvezdico, oziroma če kliknem, koliko krakov ima. Torej, da nimamo jugoslovanske, ampak da imamo recimo pici židovsko, da imamo recimo 25. Tukaj je 20. Evo, pa imamo. Torej, lahko definiramo notranji radi in pa zunanji, torej koliko je v bistvu špičasta ta naša zvezdica. In pa, zdaj, ko smo vse te elemente naredili, boste videli, da imajo nekateri tukajle v kotih eno ekstra zadevščino. In sicer, če jaz to zadevščino primem in jo potegnem, lahko vidite, da imam zelo enostavno oziroma zelo vizualno možnost narediti zaobljene robove. In sicer te zaobljene robove lahko naredim na praktično vseh teh elementih. Tu se kaže, da na zvezdici ne morem, ali pa mi preprosto ne vidim, kje bi to naredil. No, kot ste videli, recimo tukaj imam zdaj to, če primem enega izmed njih, bo to spremenil na vseh stranicah. Če bi želeli samo na eni, izberete Direct Selection Tool in označite samo eno točko. Torej, zdaj vidite, da je tale točka obarvana in pa, da so vse tri druge prazne. In če zdaj to naredim, lahko naredim to samo na tej strani, oziroma
če označim 2, lahko to naredim na 2 naenkrat. Torej imate zelo velike možnosti, kako lahko te objekte spreminjate oziroma pač zelo kreativno postavljate. Zdaj pa bom jaz tale Align zamenjal z enim drugim panelom, in sicer z panelom Swatches. Samo sekundo, da skrijem Brushes, si ga bom postavil takole, da ga prekine oziroma prekrije. In si bom tole malenkost postavil drugače, da lahko vidimo swatche. Torej, enako kot se recimo te stvari pojavljajo v Photoshopu in v InDesignu, se pojavijo tudi v Illustratorju. S tem, da, enako kot sem rekel takrat, torej tukaj, za razliko od Photoshopa, je ta kvadratek polnilo, torej če izberem eno barvo, ta kvadratek je pa obroba. Pa bom izbral eno močno rdečo barvo in tukaj le dal recimo 10 točk obroba, tako da se stvar res vidi. In tukaj le, kadarkoli pač izberete enega izmed teh elementov, lahko spreminjate ali polnilo ali obrobo, oziroma definirate, kako želite, da je sama obroba, oziroma koliko je stvar vidna. Zdaj pa, tukaj v panelu Swatches imamo pa nekaj zelo zanimivega, in sicer tale košček tukaj spodaj desno v posameznih swatchih pomeni, da je ta swatch globalen. Se pravi, kaj je zdaj globalen swatch? Če bi jaz, na primer, apliciral tole zeleno barvo, samo sekundo, imam izbrano stroke namesto polnila in mi je pobarval stroke, torej želim, da se recimo ta stvar vidi, pa bom še tale elementek zdaj pobarval na zeleno. Torej imam dva elementa, ki sem jih spremenil z tole barvo. In če jaz zdaj dvakrat kliknem na to barvo in rečem, da si jaz v bistvu želim tole rumeno in kliknem na OK, se je zgodila samo ena stvar, in sicer na mojem selektiranem elementu se je ta stvar spremenila. Če bi šel nazaj en korak in deselektiral, torej kliknil sem samo na prazen prostor in zdaj le naredim to isto, se ni spremenilo popolnoma nič. Torej, ta element in ta element sta bila pobarvana z prejšnjo verzijo te barve. Če pa uporabim eno izmed tehle, torej swatchev, ki imajo tukaj eno, kako bi rekel temu, eno slikico, en zavihan ušesek, in bom, na primer, za tole modro barvo tole napolnil. Če jaz začnem spreminjati tole barvo, pa bom tukaj izbral še preview, da boste videli takoj, kaj se začne dogajati. Torej, katerakoli sprememba na globalnem swatchu se bo aplicirala na vse elemente, ki uporabljajo to barvo. In če, na primer, želite enega izmed tehle swatchev spremeniti v globalnega, vse, kar morate klikniti, je tukaj global. In spet je tale ušesek tukaj postavljen. Torej, globalni swatchi vam res omogočajo, enako kot na primer v InDesignu stili, oziroma tudi tukaj imamo character style, paragraph style, torej da se en stil aplicira na več elementov in jih enostavno, zelo hitro lahko vse popravljamo. Enako kot na primer v Photoshopu in v InDesignu, lahko tudi tukaj spreminjamo, kako je posamezen element vidljiv. Torej, če izberem enega izmed njih, imam direktno tukaj v kontekstualni vrstici možnost znižati njegovo vidljivost, oziroma lahko to isto stvar naredim tukaj, ali če bi šel v meni Window in pa potem tukaj izbral
transparency. Torej tudi tukaj lahko spremenim, koliko je njegov opacity, koliko je njegova vidnost. In tukaj v spustnem meniju lahko na katerikoli od teh lokacij spremenimo blend mode. Torej, da stvar ne ostaja pač popolnoma ločena od drugih, ampak da lahko recimo ta stvar temni vse objekte, ki so recimo pod njo. Pa bom vzel še enega drugega in ga postavil, bom desno kliknil Arrange Bring to Front, glede na to, da so vse te stvari na enem layerju, seveda pač imajo torej pač neko logiko, po kateri se vrstijo od zgornjega do spodnjega. In če premikam en element nad drugim, se lahko igram z zelo veliko kreativnimi rešitvami, kar se tiče blendinga in efekta na spodnje piksle. Zdaj pa bom jaz vse te elemente odstranil in se bom posvetil samo enemu, in sicer tejle zvezdici. Torej, če delamo z enim objektom, torej z enim pathom, ki ima, kako bi rekel temu, obrobo, torej okoli je obroba in noter je polnilo, lahko seveda na razne načine spreminjamo oziroma definiramo to obrobo. Zdaj, veliko smo delali z pen toolom in seveda, če izberem pen tool, lahko tukaj spreminjam katerokoli od pač teh točk, torej, da izberem eno točko, jo premaknem, dodam novo točko, odstranim eno točko. Torej, pač vse to smo že oddelali. Ima pa Illustrator še nekaj ekstra zanimivih orodij, s katerimi se lahko poigramo. In sicer prvi, ki je tako imenovani Blob Brush Tool. In sicer, če jaz začnem, pa si ga bom samo na začetku malenkost spremenil, vse tole vam bom pokazal potem. Dajmo takole. Če jaz začnem risati in imam enako barvo, kot je objekt, lahko rišem zraven objekta. Torej, če se recimo dotaknem objekta, bo to, kar sem narisal, avtomatsko del tega novega objekta. Torej, če recimo želite risati, če želite ilustrirati, bo vse, kar narišete, v bistvu takoj postal objekt, ki mu lahko potem dodate teksturo, lahko mu dodate neko senčko, karkoli tretjega. Torej, ena izmed načinov risanja je Paint Brush Tool. Torej, če bi recimo želel risati z njim, vsako črto, ki jo naredim, ima v bistvu, če si pogledam, svoj path. Torej, v bistvu je izključno ena črta, okoli katere gre nek efekt, torej recimo v tem primeru stroke. In to krivuljo je potem možno recimo spreminjati, ampak vsaka od teh krivulj je nov objekt. Medtem ko če uporabljam Blob Brush, v trenutku, ko se objekta dotikata, postaneta en objekt skupaj. Torej, če ne bi želeli tega, je ena stvar, da preprosto zamenjate barvo. Jaz sem selektiral tole, torej grem deselect, zamenjam barvo, porišem in ta dva objekta sta popolnoma ločena med sabo. Ok, torej, če se vrnem nazaj na mojo grafično tablico in si odprem tele možnosti, lahko zdaj katerokoli od teh vrednosti vežem na pritisk mojega pisala. Torej, katerakoli grafična tablica ima ta
senzor, koliko močno pritisneš na samo tablico. Če grem recimo tukaj pokazati, imam pritisk od nežnega, zelo nežnega do maksimuma. Torej, nastavil sem si, da je moja velikost, kako bi rekel, sredinske velikost je 5 točk in pa potem variacija je še dodatnih 5 točk. Torej, iz neke sredinske točke 5 na eno stran in 5 na drugo stran. In če grem zdaj poskusiti zelo nežno, da boste videli razliko. Imamo zdaj dinamičen v bistvu element, ki smo ga ustvarili in s katerim se lahko potem še dodatno igramo. Če bi recimo želeli od tega elementa, ki smo ga narisali, odstraniti en košček na enak način, kot smo recimo zdaj narisali, lahko uporabimo Eraser Tool. Torej, Eraser Tool se obnaša enako kot Blob Brush, ampak mislim, da nima trenutno istega algoritma, se pravi recimo tukaj boste videli, da slider manjka, kar pomeni, da bo stvar, tako kot je bila par let nazaj, torej en default, kako Illustrator poenostavi tisto, kar narišete. Tudi recimo boste videli, da je dosti več točk, ki so nastale zaradi tega, ker ni poenostavljal. Torej, če si malenkost znižam, pa bom dal recimo na 5 točk, pa bom pustil tukaj nobene dinamike. Torej, imam en majhen krogec in s tem krogcem lahko jaz recimo začnem risati in kjerkoli sem jaz zdaj narisal, bo on odstranil iz tega elementa ta kos. Če imam na primer več elementov, bom narisal sekundo enega drugega, takole, da imamo 2 elementa. Če imamo več elementov na isti površini, kjer se jaz premikam z Eraser Toolom, se bo zgodilo to, da če ni izbrano nič, torej ne en, ne drugi element, in grem jaz z Eraser Toolom čez, bo on zbrisal vse elemente, ki so pod to črto. Če grem pa en korak nazaj, pa bom tole postavil takole, in obdržal stvar označeno. In če grem zdaj čez sredino, je on izbrisal samo tiste elemente, se pravi v tem primeru samo enega, ki je specifično označen in pustil tale košček črne zadaj čisto pri miru. Naslednje orodje, ki je zelo zanimivo, je Scissors Tool. In sicer samo sekundo, pa sem kliknil. Kaj naredijo te škarice? Kamorkoli jaz kliknem na ta objekt oziroma na path tega objekta, lahko ta path recimo zlomim. Torej, ne da bi zlomil, ampak ga prekinem. Če bi recimo želel, da se tukajle in tukajle ta stvar recimo neha, lahko kliknem enkrat in sem zdaj prekinil. Ta path ni več zaključen in recimo to naredim še tukaj. In zdaj, če pogledam na tale moj objekt, ga tukajle v bistvu manjka. Torej, če bi recimo z Pen Toolom želel narediti čisto nov objekt, torej da ga začnem, če grem nazaj nekaj korakov, kaj sem naredil? Ko sem imel selekcijo izbrano, sem kliknil, še en korak nazaj, sem kliknil na eno izmed teh 2 točk, ki se končata in nista zaprte. In če pogledate, se moja miška malenkost spremeni in je spodaj desno en slash. In če kliknem zdaj na to točko, lahko z Pen Toolom zdaj nadaljujem
in če kliknem na zadnjo točko, boste zopet videli, da se malenkost kurzor spremeni in sicer to pomeni, da bo on zdaj zaključil ta path, da je ta path celoten in da je to v bistvu, kako bi rekel temu, delujoč objekt. In pa še zadnji je nož. Se pravi, če bi želeli recimo na hitro od enega objekta odrezati en košček, lahko to naredite z nožem. Vse, kar moram narediti, je, da primem in potegnem čez ta objekt in zdaj imam naenkrat dva ločena objekta, točno tam, kjer sem prerezal. Se pravi, naprimer, če bi imeli tipografijo, lahko pač zelo enostavno tipografijo razbijete na neke manjše koščke in imate zelo zanimive efekte. In pa še zadnja velika funkcionalnost v tem videu je Pathfinder. Torej, zdaj sem pobrisal vse ostale elemente in imam tukaj en živ tekst za številko 3, številko 8 in pa številka 8 ima drugačno barvo. Zdaj, za to, kar želim narediti, bom moral stvar spremeniti v outline. Torej, da ne bo več živ tekst, ki ga lahko spreminjam, ampak da mi boste ostale samo številka 3 in številka 8 v vektorski obliki. In sicer to naredim tako, da ko imam izbran tekst, grem v menu Type in pa potem tukaj Create Outlines. Enako stvar lahko recimo delate, če naprimer pošiljate nek dokument, ki ima posebne fonte, za katere veste, da pač tisti, ki bo odprl, ne bo spremenil teksta, ampak bo želel samo mogoče repozicionirati stvari. Ko naredite Create Outlines, potem ni več problema s fontom, ko nekdo odpira. Seveda pa, če bo kdo želel karkoli spremeniti v tem fontu, oziroma pač v tem tekstu, je to potem popolnoma nemogoče. Se pravi, zdaj imam jaz številko 3 in številko 8, ki sta skupaj. Želim jih dati narazen, tako da bom desno kliknil in dal Ungroup. In zdaj imam vsako od teh številk posebej možnost spreminjati. In bom še malenkost povečal, tako da boste na videu malenkost boljše videli. Torej, kaj zdaj imamo? Imamo številko 3, črne barve, ki je za številko 8. Torej, številka 8 in številka 3 sta na istem layerju, ampak je 8 eno stopnjo višje. In zdaj bom jaz tukaj vzel tale Pathfinder in označil te dva elementa. Če pogledate te tri stvari, te prve tri konce, se boste seveda spomnili na Photoshop, ko smo delali z selekcijami. Vsakič, ko smo delali z selekcijami, je bila to druga, tretja in četrta možnost. Illustrator jih ima pa še malenkost več. Torej, če zdaj vzamem in pogledam vsako, če gremo na ta prvo, jih bo združil. In sicer, ko jih bo združil, če so različne barve, bo prevzel barvo od sprednjega elementa. Torej, zdaj je to vse skupaj en element, ki ga lahko pač po mili volji spreminjamo. Pa bom šel en korak nazaj. Samo preverim, če imam. Ok. Torej, naslednji, ki je minus front. Kaj to pomeni? Da bo od elementov, ki so ki niso na prvem mestu, na najvišjem mestu, bo odrezal element, ki je na najvišjem mestu, v tem primeru 8. Klik, in 8 je odstranil od trojke. Če se vrnem en korak nazaj, enako, ampak obratno stvar imate tukaj čisto spodaj. Minus back. V tem primeru bo od 8 odstranil trojko. Če grem zdaj na tretjo možnost, intersect pomeni, da bo ohranil samo tiste elemente, kjer se elementi prekrivajo. Torej, v tem primeru bo ohranil tole in tole.
In če kliknem, je to res. Torej, zdaj sta ostala samo ta dva koščka. In kot zanimivost, če želite potem delati samo z enim koščkom, je to seveda treba še ungroupati. Grem nekaj korakov nazaj, torej spet imam ločeno osemko, označim oba elementa in grem na četrto stvar. To je obratno, kot je bilo prej. Torej, kjerkoli se trojka pa osemka prekrivata, bo nič. Torej, pač bo od obeh objektov, oziroma če bi bilo več objektov, bi od večjih objektov se tisti del odstranil. Torej, zdaj sem dobil en skupen element, ampak povsod, kjer sta se prekrivala, je stvar odstranjena. In spet imamo dva elementa, ki jih lahko poljubno premikam naokoli. Torej, spet bom označil oba. In gremo na tole. Torej, divide bo ohranil vse. In sicer ohranil bo trojko, ohranil bo osemko in ohranil bo ta dva koščka, kjer se prekrivata, ampak tam, kjer se prekrivata, bo ustvaril nove elemente. Torej, kliknil bom na divide in dal ungroup in zdaj imam jaz 4 nove elemente, s katerimi se lahko igram. Torej, če nekako gledate ta Pathfinder, zelo enostavno lahko pridete do zelo enih kompleksnih oblik, s tem, da enostavne oblike prekrivate in jih potem seštevate, odštejete, delite in tako naprej. Torej, spet nekaj korakov nazaj. Naslednja je trim. Torej, ko kliknem trim, bo on meni, samo sekundo, bo on meni, vse, kar bo naredil, je, da je odstranil tisti del, ki ni bil viden. Torej, tale košček trojke, s katerim ki je bil skrit od zadaj, torej, če grem ungroup zdaj in samo odstranim, tisti kos trojke, ki je bil skrit od zadaj, je zdaj popolnoma odstranjen. Torej, vidni so samo tisti deli, ki so bili vidni nam, vse ostalo je bilo zbrisano. Grem spet en korak nazaj. Naslednji je merge. V tem primeru bo stvar popolnoma enaka, kot je bil prej trim, s tem, da razlika med tema dvema komandama je to, da če jaz recimo zdajle dodam še eno trojko sem noter, naprimer takole, pa bom dal arrange, bring to front, torej zdaj imam 3 elemente, ki jih hočem združiti, in ko dam jaz merge, bom malenko še spremenil, zato da se ta dva dotikata, takole, ko dam jaz merge, bo on naredil enako kot je prej, torej ko ungroupam in premaknem tole osemko, se vidi, da je to osemko od obeh trojk odstranil, ampak ves del elementov, ki so bili iste barve, je združil skupaj v en sam objekt. Torej, razlika med temle in temle je, da bo on pri mergeu isto barvo združil v en samcat objekt. In pa še ta zadnjo, oziroma zadnji dve, torej crop bo naredil nek delček tega, ampak bo ohranil outline še zraven od tistega elementa, ki je bil
prvi oziroma najvišji. Ne. Torej pač spet imamo eno ekstra podatek, ki nam je ostal. Torej, če zdaj jaz tole ungroovam, imam tale element in če označim, imam še obris osemke. In pa še zadnji, outline. Tukaj je pa pač tako zelo random rezultat, ki se zgodi. No, mislim, v mojem primeru pač, ko sem se igral z objekti, ki so bili kolikor toliko dinamični, ne, torej da niso bili same ravne linije ali pa kvadrati ali pa pravokotniki, so rezultati, ne vem, kaj bi rekel, praktično neuporabni. Tako da se outlina tudi nikoli ne poslužujem. Redko kdaj boste posegali po tehle, no, mislim, te 4 so pač te glavne 4 načini, kako združevati več različnih objektov oziroma več različnih pathov, da dobimo en bolj kompleksen, dosti bolj zanimiv izdelek.